Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes vam bom pokazala, kako pripraviti zdravo večerjo, sploh zdajle, ko se je tako močno ohladilo, da enostavno nismo še privajeni na to temperaturo in predvsem rabimo velike količine cinka, da naše telo zmore pač to adaptacijo, to prilagoditev na nove temperature in da pač držimo močan imunski sistem. Danes sem eni stranki razlagala prav to in sem rekla, daj si to pripravi za večerjo, ker boš videla, kako se boš dobro počutila in predvsem zaradi zdravil, ki jih ima v zadnjem času, pač v telesu ima kar nekaj vnetij po covidu in tako naprej, se ne sestavi, v glavnem in še poleg kakšen stres in tako naprej in je začelo zdravje takole navzdol povzeti. V glavnem, večerja je v osnovi ključna za to, da se proizvajajo hormoni, da se proizvaja imunski sistem, da se dobro počutite in ne nazadnje, da v dopoldanskem času lahko telo razstruplja, pač dela te razstrupljevalne procese. In glejte, razlagala sem mi, da naj si za kosilo skuha ali pa ko pride iz službe celo glavico brokolija. Dejansko jaz sem to danes naredila in eno stvar pri brokoliju vam moram povedati, glejte, jaz pri brokoliju steblo samo lupim in ga v bistvu potem razrežem in je to. Tako da imam tukaj, nekaj sem ga že pojedla, no, v glavnem razrezano eno glavico brokolija. Prva stvar, kako ga kuham. Vemo, da v brokoliju lahko najdete različne recepte, kako ga kuhate na sopari in tako naprej. Pač, če kupujete trgovinski brokoli, ga kuhate v veliki količini slane vode. Kaj jaz naredim? Pač dam kozico, zavrem vodo in dam noter celo žlico, ampak zvrhano žlico soli. Da si boste zdaj lahko predstavljali, koliko je to soli, dejansko, glejte, v eno kozico dam tokle soli. Mogoče pomislite, wow, to je pa veliko. Ja, je veliko, ampak zdaj zakaj jaz to uporabljam? Ker vemo, da sol pomaga pri vezavi herbicidov, pesticidov in tako naprej in seveda to vodo, potem ko brokoli skuham, zavržem. V to slano vrelo vodo narežem brokoli, najprej dam stebla, ker se majčkeno dlje kuhajo, potem še cvetove in jih kuham tam od 5 do 7 minut. Dejansko poskusim tako, da je v osnovi je mehko, ampak ni pa razkuhan, ker mi ni všeč, pač meni ni všeč brokoli, da jem tisto, veste, ker nastane sam, kako ne rečem, poc. No, v glavnem, ta brokoli je zdaj ohlajen, zdaj pa da nastane iz tega vrhunska večerja za dobro počutje, za razstrupljanje in tako naprej. V glavnem, noter date, jaz imam tukaj pač čisto navadno skuto, včasih kupujem albuminsko skuto, včasih kupujem bohinjsko skuto, včasih skuto krepki suhec iz, se pravi od podjetja, ki dela kefir. V glavnem, 2 žlici skute date noter. Zdaj pomislite, brokoli pa skuta, a gre to skupaj? Ja, gre samo če, ali pa mogoče celo 3. Ja, 3 žlice date, poglejte. Takole, 3 žlice skute in zdaj takole nastane. Zdaj pa tole majčkeno premalo žmohtan, ni užitno. Navaden jogurt, kupujem pač 1,3 jogurt v trgovini, spet navadnega. Tudi kefir kupujem, lahko date in eno ali drugo. No in zdaj, kot vidite, je to zdaj že nekaj boljšega nastalo. In čez, zdaj pa tisto, kar je pa ključno, je pa bučno olje. In to velike količine bučnega olja. Koliko je to? 3 žlice minimum. In jaz sem si še v mlinčku zmlela, tukaj imam kavni mlinček, tukaj imam pa bučna semena. Ampak sem jih zmlela in dam čez še zmleta bučna semena, se pravi, to je sveže zmleto, to ni kupljeno že zmleto, to je to. In zmešam. Načeloma ne dajem nič soli, zato ker je brokoli sam po sebi že dovolj slan. Ni potrebe, da ga bi še dodatno solila, ker ta žlica soli
je kar zajeten del soli. Glejte, nastane sicer, moji otroci rečejo, da jem poc, da to jem tak. Glejte, nastane sicer takole, ampak vam povem, to je dejansko dobrega okusa. Dejansko je to, ko vzameš recimo brokoli in skuto skupaj, mogoče malo limone, malo kisa čez. Vrhunsko. Zdaj pa poglejmo sestavo. Brokoli vsebuje žveplo. Žveplo je sestavni del snovi, ki je v brokoliju, in to je sulforafan. In ta snov deluje na razstrupljanje na celični bazi. V glavnem, ta snov, sulforafan, se pravi iz spojina žvepla, tvori naprej snov v celicah, ki se imenujejo glutation, ki delujejo na to, da polovijo težke kovine v našem telesu. In za vse tiste, ki ste šli se cepiti leto, 2 nazaj, niti ne vem, koliko časa nazaj je bilo to cepljenje, in imate od takrat kakršne koli težave z vnetji v telesu, vi boste mogli pač pobrati ven težke kovine iz svojega telesa. In seveda najbolj pametno je uporabljati velike količine cinka, seveda tudi baker, selen in zdaj pojmo prav na bučna semena. Bučna semena, v vseh semenih se nahaja baker, ki je potreben za razstrupljanje, poleg tega vsa semena vsebujejo selen in poleg tega vsebujejo sploh bučna semena cink. Cink je pa ključen ne samo za razstrupljanje, tudi za imunski sistem. V glavnem to je iz knjige Ko imajo čakre žur na strani 156. In zdaj, če samo pogledamo cink, kaj dela v vašem telesu. Se pravi, telo vam kaže, da je nekaj narobe, in sicer izguba vonja in okusa, pojav belih pik na nohtih, poslabšanje sladkorne bolezni, na splošno vsa vnetja se povečajo v telesu, pojav krčev, pojav slabega holesterola, občutek depresije, nervoze, otopelosti, možganske megle, na splošno hormonske težave pri ženskah, velike težave tudi s pomnenjem, možganska megla, potem ženske, ki imajo neredne menstruacije, pri moških težave s prostato, tudi povečana vnetja, se pravi povečana ta stopna PSA, se pravi vnetni faktor pri moških, in na splošno neplodnost para, tako pri ženskah in pri moških. No in v glavnem zdaj pa, zakaj je tako pomemben cink? Se pravi, cink je prva zadeva, ki ga zdaj rabimo za visok imunski sistem. Mogoče imate občutek, ker se še nismo prilagodili, recimo, če jaz sebe gledam. V soboto sem imela še poletno obleko, danes bundo. In zdaj, če gledamo par dni razlike, je temperatura tako močno padla, da se nimamo časa prilagoditi na to postopno, da bi rekla, ok, se je ohladilo, ampak dejansko smo šli iz poletja v zimo. No, in zaradi tega je potreben cink, da se lažje prilagodimo. Poleg tega pa deluje na psihično čilost, na izločanje inzulina, na celjenje ran, na razstrupljanje telesa, na pravilno tvorjenje celične DNK, se pravi tudi na pravilno razmnoževanje celic, na splošno na celo hormonsko sliko našega telesa, v glavnem in potem deluje na sluznico in predvsem proti prehladom. No, in kje ga dobimo? Poleg morske hrane, se pravi ostrige, v stročnicah, v vseh žitih in predvsem v bučnem olju, v bučnih peškah, tudi v gorčici, v glavnem, res vam priporočam, dajte začeti uporabljati prav tako, sploh moški čebel, bučna semena, bučno olje. No, tako da poskusite to večerjo, kar sem jaz danes pripravila, videli boste, da je to tako dobra zadeva, ropotam, čeprav zgleda mogoče neestetsko. Zdaj za vse tiste, ki bi imeli še kaj zraven, ki mogoče to samo, da je to premalo, mislim, meni osebno to ni premalo, ampak če rabite še kaj zraven, lahko še mečkam pršuta zraven pojeste,
ampak boste videli, ko boste dali skuto pa brokoli, pa vse to zmešate, nimate potrebe po ničemer drugem. In to je krasna večerja tudi za hujšanje. Se pravi, s tako večerjo boste pomagali pri tem, da bo telo spravilo odvečno vodo iz telesa, poleg tega boste pomagali telesu, da dvigne imunski sistem, dobili boste kar precej cinka, se pravi, se bo sluznica zakrpala, poleg tega brokoli vsebuje te snovi za razstrupljanje, tako da, mislim, res vam bo pomagali, da se boste dobro počutili. Poskusite. Še en nasvet mogoče za vse tiste, ki nosite malico v službo. To lahko tudi doma naredite, recimo zvečer, pripravite, date v hladilnik in potem to vzamete zjutraj v službo. In lahko mimogrede pojeste, pač v parih minutah, da se razumemo, imate zdrav obrok v službi, nasitite se, občutek energije boste imeli in boste videli, res vam bo telo, vam bo hvaležno. No, zdaj pa tisto, kar bi bilo pametno še, ampak vseeno res večer dodati, je pa omega-3 maščobna kislina in C-vitamin. Zdaj pa zakaj? C-vitamin deluje na vezavo cinka. Brez C-vitamina ne pride do vezave in tudi cink nima takega učinka na vaše telo. Poleg tega pa omega-3 deluje proti vnetjem. In tisti, ki imate bolečine po telesu, imate občutek, da vam kar se selijo bolečine iz enega konca telesa na drugega, pomeni, da imate vnetje na celični ravni in da morate pač dvigati imunski sistem in zmanjšati vnetja v telesu. Uradna medicina nažalost nima nobenega zdravila prav za vnetja, ampak obstaja pa naravna zadeva, ki sicer ni zdravilo, ampak prehransko dopolnilo, se pravi omega-3, naprej cink, pa C-vitamin, pa ste pa že zmagali. Glejte, nič kaj tako posebenega, ampak vseeno, naše telo moramo razumeti neke zakonitosti, po katerih deluje in potem se vse zgodi. Da pogledam, če še karkoli tega pomembnega, no v glavnem cink je mineral, ki podpre rast in razvoj, v glavnem alkoholiki in sladkorni bolniki potrebujejo več cinka, kdor vsakodnevno uživa alkohol, se dejansko poveča, pač rabi večjo količino cinka. Veste, mogoče je zanimivo, da ljudje, ki vsakodnevno pijejo alkohol, se dogaja, da se jim začne mogoče kakšna alergija dogajati na telesu, da jim pade imunski sistem. Ker alkohol izplavlja ne samo cink, se pravi vodotopne minerale, ker so minerali vsi vodotopni, ampak izplavlja tudi vse vitamine, predvsem vitamin B12. Poleg tega, ker vpliva na to, da se izluži iz telesa vitamin B12, ni vezave vseh ostalih B-vitaminov, pride potem do slabokrvnosti, do vrtoglavice, enostaven tako nestabilnost. Nimaš občutka, da si v tej polni moči. Mogoče vam manjka cink. Zanimivo. Bučna semena so zakon. Tole mi je dal moj brat. In veste, da se je dejansko zmislil dobro zadevo. On v bistvu bučna semena, pač tukaj so posušena bučna semena, rahlo popražena, potem jih pa dal v vakuum. In mi je dal zvakuumirana bučna semena, ki dejansko ostanejo, ne postanejo žarka, zaradi tega, ker ne pride poleg kisika. Ker vemo, da kisik vpliva na oksidacijo. Tako da ja, to je to. Več o tem pišem seveda tudi v novi knjigi za moške hormone. Tako da o moških hormonih vam povem, do kje sem zdaj prišla s knjigo. Zdaj sem pri slikovnem materialu, knjiga je že pri oblikovalki, menjam se z tiskarji in v glavnem, ja, lepo napreduje tale knjiga in se izredno veselim, ker pa čutim, da je to nekaj, kar ta trenutek, ja, tudi moški rabijo nekaj, da vejo, da razumejo svoje hormone, poleg tega pa da razumejo ta čustveni del, ki vseeno, mislim, da bo čas, da počasi moški tudi pokukajo svoja čustva. Tako da, gremo še na eno pozitivno sporočilo, glede na to, da sem vas navadila na to,
pogledamo še nekaj, kar nam ta trenutek stvarstvo razlaga, govori, kar je ta trenutek za vas pomembno. Tisto sporočilo, da vidimo, kaj vam stvarstvo sporoča. Dejansko to se je zgodilo danes pri tej gospe, ki je prišla k meni. Meni se urojeva vsak dan nova energija, boginja. Ti si boginja tukaj na zemlji, ampak si na zemlji. In če samo meditiraš nekje, brez da poskrbiš za svoje telo, pomeni, da se imaš malo premalo rada. Tako da zato, ker se imaš rada, podpreš svoje telo z zdravo hrano. In smo na vratih, ali pa se dela nek prehod v novo dobo. Jaz se veselim tega, ker smo v takem krasnem procesu transformacije in verjamem, da prihaja res nov svet in povezani smo z izvorom. Jaz sem stvarjenje, jaz sem boginja, vse povsod okrog mene je ljubezen in jaz sem ljubezen. In ta ljubezen se najprej odraža na mojem telesu, ker sem. Zato, ker se imam rada, najprej poskrbim za svoje zdrave obroke. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in ja, poskrbite za sebe, zato, ker se imate radi.